Kabinet za ustno higieno v Kopru je te dni zaprt. Njegov edini lastnik in zaposleni Aleksander Zavaloka, po naših informacijah medicinski tehnik, naj bi tu odstranjeval zobni kamen, belil zobe ter opravljal podobne njegove izobrazbe in znanju primerne storitve, a ne. Aleksander Zavaloka je v svoji ordinaciji opravljal tudi najzahtevnejše zobozdravstvene posege, čeprav zato nima primernega znanja, izobrazbe in licence. Aleksander Zavaloka danes pred našo kamero ni želel. Nam ga pa je uspelo dopoldne priklicati v 5-minutnem telefonskem pogovoru. Nam je povedal, da pravzaprav ne ve, česa je obtožen in da bo več povedal tedaj, ko bo vedel, kaj ga bremeni. Zavaloka bremenita prijavi, ki sta prišli na naslov zdravstvenega inšpektorata. Očitajo mu opravljanje zobozdravstvenih storitev brez predpisanih pogojev. Inšpekcijski nadzor še ni zaključen, grozi pa mu plačilo globe v višini do 1200 evrov. Specialist ortodont Evgenij Komljanec je prepričan, da bi Zavaloko morali kazensko preganjati zaradi goljufije. Pogovarjal sem se tudi z kolegi, kateri so mi navajali storitve, katere so na tak način narejene, da absolutno so škodljive in niso bile v skladu z stomatološko zobozdravstveno doktrino narejene, in vsi te ljudje imajo tudi imena in priimke teh pacientov, tako da če bo prišlo do nadaljnjih postopkov, tu ne bo nobenega problema, seveda, če bodo želeli pacienti sodelovati. Pred posegi samooklicanih strokovnjakov svarijo tudi v zdravniški zbornici. V nekaterih primerih lahko gre pač tudi za posledice, ki lahko na nek način ne ogrožajo ne samo zdravje, ampak morda pač kdaj tudi življenje. Zdravje je preveč dragoceno, zato bodite previdni.